Dobro, vsej te naše nedelje, popoldne, nedeljska popoldneva, prvo nedelje v mesecu, so res namenjena bolj takemu sproščenemu klepetu in druženju s pomembnimi temami, ki seveda povezujejo preteklost s tem, kar počnemo danes, pa seveda bojo ohranjene tudi za prihodnost, to si vedno želimo. To, kar počnemo, da nekako postane tisto, kar tudi ohranimo na različne oblike. Zato seveda vam izrekam eno lepo dobrodošlico in se vam zelo hvaležna, da ste na 1. maj, na ta praznik prišli k nam v muzej, Posavski muzej, kjer se trudimo po najboljših močeh, da skrbimo za dediščino, se pravi tam od Radeč pa do meje z Republiko Hrvaško, potem pa še malo sežemo v Kostanjevico na Krki, pa tudi v Bistrico v Sotli, se pravi nekako to regijo, ki je dala tudi ime našemu muzeju. Posavski muzej je bil prva ustanova, tako poimenovana, že leta 1949, tako da nekako smo tisti nosilci že od takrat. Ampak danes ta zgodba ni o tem, ampak si želimo nekako malo obuditi spomin na različne tovarne, ki so osmišljale vašo, pa tudi našo mladost, ker smo že tudi eni toliko stari, da se še tega spomnimo, predvsem seveda zaradi stažev, kar ste vi počeli in da seveda to tudi nekako malo delimo drug z drugim in da mi tudi še pridobimo nekaj naših informatorjev, tako imenovanih, oziroma sodelavcev. Vas smo čakali, se rekla, enega moškega čakamo, ne? Ne, se malo se pohecam, vsi ste pomembni gosti in enako pomembni. Najbolj pa seveda naše drage pevke iz Podbočja, tukaj sedijo te krasne dame, ki seveda so marsikaj preživele tudi v teh tovarnah, o katerih si bomo danes pogovarjali, ampak zdaj pa v teh svojih najlepših letih pa se predajajo tudi kulturi in tudi talentom, ki so jih prejele že od malega, se pravi pevskim talentom. Tako da to današnje popoldne bo sestavljeno malo bolj dinamično. Začeli bomo tukaj, potem se odpravili po razstavi, da si pač par takih točk pogledamo in se potem seveda vrnili v ta naš krog, v taš mali auditorij na pogovor. Ker imajo pa eno čudovito in krasno in pravo pesem za začetek, ne bomo povedali katero, prav, nekaj povezano s tujino in frendom, in učenjem in tako naprej, in s hrepenenjem, pa kar prosim pevke iz Podbočja in njihova vodja je Ivanka Černelič-Jurečič. Drage gospe, izvolite. Moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, moj fantič je na Trojsko vandral, a zdaj pa tam bolan leži. Domov mi pošte zdaj pošilja, domov mi pošte zdaj pošilja, domov mi pošte zdaj pošilja, da naj mu jaz zdravila dam. Tirolka ti je pušelj zdala, Tirolka ti je pušelj zdala, Tirolka ti je pušelj zdala, pa naj ti še zdravila da. Jaz za bolezen so zdravila, jaz za bolezen
ljubezni pa ni. Najlepša hvala, zdaj se pa oblečemo, ne? In gremo za našo Andrejo. En kratki sprehod po muzeju boste opravili še v moji družbi. Glavni povod, zakaj smo danes to prvo nedeljo v muzeju posvetili ravno spominu na nekdanje posavske tovarne, je bil en pogovor o posavskih muzejskih zvezdah. To so je namreč 21 predmetov, ki smo jih lani v letu 2021 sodelavci Posavskega muzeja Brežice izbrali za muzejske zvezde. Dali smo jih tako povzdignili na en piedestal. Izbrali smo jih pa namreč zato, ker nekako izstopajo od vseh ostalih predmetov v muzeju in najlepše odsevajo zgodovino, dediščino Posavja. 14 teh predmetov smo zbrali sodelavci muzeja, kustosinje, ostali nekako smo s svojimi predlogi sodelovali. To je bilo kar težavno delo, ker smo res morali enakomerno predstaviti celotno Posavje po območju, po času. 6 muzejskih zvezd, se pravi 6 predmetov, ste izbrali vi s svojimi glasovi. Marsikater priimek, obraz mi je znan tu iz glasovanja, tako da hvala lepa za oddane glasove. Zadnji, 21. muzejski predmet je pa izbral Nik Škrlec, igralec iz Brestanice, televizijski voditelj, spletni vplivnež in ta 21. predmet pa je kuharska knjiga Ivana Ivačiča. 6 predmetov, ki ste jih izbrali vi, so gasilska alarmna trobenta, kolo gospe Ide Stiklošek, keramični čajni komplet Zorana Ditka, bakrena sekirica, ki je dejansko najstarejši kovinski predmet v Posavju, rimspodobni mozaik iz Nevi od Dunoma in oljna slika cvetoče ajde Miroslava Puglerja. Ostalih 14 predmetov pa je... Lahko se en komentar oprosti? Ja. Ker se 2 predmeta povezana s topočjem, ne? Tudi to. Pa še očitno glasovale. Pa še kakšen. Ne čisto podvočjem, ampak pač... Tako je. Ostalih 14 pa je, da se mi zdi nekako pomembno, da jih vse predstavim, ker ne bomo si vseh ogledali danes, ker gremo na en krajši del, samo po tem južnem delu muzeja, so pa model za izdelavo votivnega prašička iz čebeljnega voska, zaboj za prtljago iz Vnanske družine, močilna naprava za stiskanje prstov iz 16. stoletja, posodica iz Ajdovske jame, ki je verjetno najstarejši obredni predmet, ki ga hranimo v muzeju, figuralni čebeljni panj v obliki vojaka, tega verjetno vsi poznate, lončena figurica v podobi ženske s pokrivalom kruzele, ki je služila kot krstno darilo iz konca srednjega veka, kilp nad angela svetega Mihaela, leseni sklednik, ki je dejansko ena izmed prvih predmetov v muzeju, etruščanska situla v keltskem grobu, prinesena iz severne Italije, Dalmatinova Biblija, vrvarska naprava, s katero so izdelovali vrvi, s katerimi so vlekli savske ladje, oljna slika Beh v Egipt, ki jo dejansko pripisujejo slikarju Viteške dvorane, in pa portret barona Janeza Jakoba Moškona. Tako, to je teh 21 predmetov, ki so nekako vključeni v ta projekt 21 muzejskih zvezd. Obiskovalci jih ob ogledu skozi razstave prepoznajo z temi znakci tule. Taka 2 angelčka iz Viteške dvorane ju predstavljajo v slovenskem in v angleškem jeziku. Pod njimi so pa tale QR koda, kjer nam pa z temi pametnimi telefoni ali pa tablicami dejansko približajo dodatne vsebine, ki jih te predmeti skrivajo. Tako da se postavimo do
te kode, kliknemo, potem pač malce počakamo, da se naloži, ker je pač tule grajski internet. Nalaga se pa v bistvu ena vsebina, ki je pa izjemno težka, kar se tiče tehnologije, gre pa namreč za 360-stopinski prikaz predmeta. Predmet, se pravi tale čajni keramični komplet, vidimo tu v vitrini zgolj z ene strani, če si ga pa pogledamo na ta način, ga pa dejansko z 360-stopinskim ogledom lahko vidimo z vseh strani. Tako da to je ena res dodana vrednost, da smo te predmete, teh 21 predmetov na tak način predstavili, ne le z tako predstavitvijo digitalno, ampak tudi z vsebinami in zgodbami, ki smo jih dodatno vključili v samo muzejsko predstavitev. Ob koncu lanskega leta, ko smo ta projekt 21 muzejskih zvez zaključevali, smo z prej omenjenim Nikom Škrlecem naredili še en izbor treh najbolj sijočih muzejskih zvezd, pa bi vas zdaj povabila v Viteško dvorano na en zaslon, da si pogledate še to slovesno razglasitev, če niste na naših družabnih omrežjih takrat decembra zasledili. Tako da kar tole z vama, evo. Predmet, ki predstavlja ta predmet v muzeju, je povezana z našo spletno stranjo in to je ta zavizek 21 muzejskih zvest. In tu je nanezanih vseh 21 predmetov, si jih lahko doma malce pogledate, brskate. Jaz bi vam pa v bistvu predstavila oziroma pokazala zdaj tole slovesno razglasitev teh treh predmetov, ki pa res nekako po svojem pomenu izstopajo in jih želimo postaviti se malce više. Evo, kar se prisluhnimo Niku. Dame in gospodje, dobrodošli na slavnostni podelitvi trem najsvetlejšim muzejskim zvezdam posavske dediščine letošnjega leta. Kakšni podelitvi! Naravnost vrhunsko! Kar za mano, prireditev poteka v Viteški dvorani. Gospa, spoštovani, lepo vabljeni. Saj vem, zdaj se vam zdi, da ni nikogar, ampak ljudje v muzeju so reči v zraku. Zgodb je toliko, da stene govorijo. Poglejte. Nekaj oči je z nami tudi na spletu. Lepo pozdravljam vse, ki nas gledate od doma. To je zaključni izbor iz 21 muzejskih zvezd posavske dediščine. Te ste tekom leta izbirali prav vi, obiskovalke in obiskovalci Posavskega muzeja Brežice. Če bi radi videli celoten izbor, odklikajte na tole spletno stran, ampak ne zdaj. Zdaj je čas za spektakel. Izmed 21 finalistov je prva, najsvetlejša muzejska zvezda... Žensko kolo muzealke Ive Stiplovšek. Gospa Iva Stiplovšek je skoraj 50 let delala v Posavskem muzeju Brežice. Svoje kolo je pozneje podarila sodelavki Jožici Strašek, ki se je vse do upokojitve v 80 letih 20. stoletja z njim vozila v službo. To kolo je v muzej ves čas vozilo uslužbenke, posredno pa seveda tudi kopice obiskovalcev s prijaznim, legendarnim vabilom gospe Stiplovšek, vljudno vabljeni, nič siljeni. Naslednja velika zvezdnata nagrajenka je... prva izdaja Biblije v slovenskem jeziku. Dalmatinova Biblija je najpomembnejše delo slovenske protestantske književnosti in rezultat gibanja, ki je zaznamovalo 16. stoletje,
Rezultate pa uživamo še danes. V Posavskem muzeju Brežice hranimo enega izmed izvirnikov, katerega prvotni lastnik je bil kapucinski samostan Krško. Zaradi izjemne vrednosti je izvirnik obiskovalcem na voljo le občasno, vedno pa je razstavljen faksimile iz leta 1968. Samo še ena velika nagrajenka je pred nami in to je... posodica iz Ajdovske jame pri Nemški vasi. Lončena posodica iz Ajdovske jame pri Nemški vasi je najverjetneje najstarejši obredni predmet, ki ga hranimo v Posavskem muzeju Brežice. Že na prvi pogled je očitno, da gre za predmet posebnih namembnosti. Analize njene vsebine so pokazale, da so bili v notranjosti prisotni ostanki loja in jelkove vejice. Povsem verjetna razlaga je, da so jo uporabljali kot svetilko ali kadilnico. To je bil naš izbor 3 najsvetlejših muzejskih zvezd. Zdaj pa vas vabimo, da naredite svojega. Kako? Trenutno nas spremljate prek spleta, če pa pridete sem, v živo, vam bodo stene muzeja spregovorile še glasneje. Itak je pa gospa Stiplovšek povedala že vse. Vljudno vabljeni, nič siljeni. S Posavskim muzejem Brežice vam voščimo lepe novoletne praznike, v letu 2022 pa vam želimo ogromno navdihujočih zgodb. Kakšno lahko najdete tudi tule. Par dni pred odhodom v Nemčijo leta 1941 izdelali, zbili skupaj in vanjo pač vložili tiste predmete, ki se jih odnesli s sabo. Poznate pač številne zgodbe tudi z družinsko, verjamem, da ste marsikateri povezani z tem. Tale zaboj je zaboj družine Božič iz Pijavškega, je pa usoda teh ljudi, ki so šli na vsa taborišča v Nemčijo, precej povezana tudi z tovarnami, s to temo, ki jo danes bomo še v nadaljevanju obdelovali. Šli so gor kot delavci v nemške tovarne, pomagali vzdrževati nemško gospodarstvo in potem, ko so se vrnili, so prišli na prazne domove, v državo, ki jo bo treba na novo postaviti in zopet bili pomemben del gospodarstva in pa izgradnje te nove države. No, zdaj smo v bistvu v tem delu našega muzeja, ki predstavlja leta od 1950 pa do 1990 in po drugi svetovni vojni je bila pač domovina potrebna obnove in ogromno enih podjetij se je ustanovilo. Zdaj v teh naših odrinkih, kjer je ogromno in podjetij in družabnega življenja, je samo nekaj podjetij, ki je pa tudi takšnih, ki še danes živijo in funkcionirajo. Ta prva je ta slavna tovarna pohištva iz Brežic, ki je bila ustanovljena. Ja, se danes se osredotočamo na tiste, ki jih ni več, ne?
Žal ni več, je nastala iz zadruge mizarske leta 1945 in leta 1947 je že stala na prostoru starega atomskega kozovca prva tovarna, ki je potem v 50-ih se v glavnem preusmerila v izdelovanje notranje opreme. Najprej so pa delali okna pa vrata, stavbno pohištvo. Žal v času tranzicije, se pravi leta 2011, je šla v stečaj. Potem imamo tukaj še eno podjetje Vino Brežice, to je predhodnica Slovina, ki je bila tudi ustanovljena leta 1946 in je ogromno enih organizacijskih sprememb doživljala, bila je namenjena, da je povezovala vinogradnike in da je bila odkupovala vino in da je bila tudi strokovna podpora vinogradnikom. Tako da to je še eno takšno podjetje, lahko gremo tudi naprej. Vidite, recimo, ta tradicionalni da smo vsi samejo betonsko cesto. Pogrešam inače vidiš? Slovinova tabla, ki je najbrž pozdravljala goste, ko so prihajali v počitniški dom v Selce pri Crikvenici na Hrvaškem. Ta tabla je točno iz obdobja tam nekje iz 1974 do 1978, ko se je Slovin imenoval Tost Bizeljsko Brežice, sta se združila leta 1972, ta dva, se pravi, brežiška, Bizeljska zadruga in pa brežiško podjetje. Zdaj v bistvu bi bili zelo veseli, če bi nam kdo kaj povedal, kak je bilo tla na morju, ker en gospod mi je razlagal, da je prišel prepozno v službo, ampak da se spomne, da so ljudje hodili sem dol na morje, ampak on sam pa je rekel, da je potem v 80-ih so hodili na Rab, na te sindikalna morja. Tako da to je nek tak uvod v ta naša podjetja, ki jih pač več ni, tudi Slovenije leta 2009 šel v stečaj. In žal so ostali samo spominiki, upam, da jih boste delili danes z nami. Tako da vas vabim, da gremo nazaj dol v naš auditorij, da nam boste kaj več povedali. Ja, in če lahko dodam, ta pesmica je našla, oziroma naša pevka Justina, v povezavi z našo menedžerko Metko. To pesem je pel kdo? Moj oče. Oče, ki je bil krojač in govori tudi o tem finem, to se pravi, eni Jankici, ki je bila na Favde. Sicer pa govori seveda o tem, ker so moški najraje se pogovarjali torej o ljubicah, in zdaj jih je imel kar neki, In da 1. maja je vse v bistvu, recimo. Ne vem. Imel sem 3 ljubice, vse 3 so zaobrne, vse 3 so zaobrne, vse 3 bogate. Prva ima tolarje, druga koralde, tretja ima Jankico, prav drobno na Favde.
kakorkoli, da nam bo bolje. Tukaj z nami je Davor Lipej, ki bo vse tudi posnel, tako da bomo imeli tudi posneto ta naš pogovor. Ker pa seveda vemo, da veliko veste in da ste veliko doživeli, ne bomo danes mogli vsega, ne? Ampak bomo pa veseli, če nam boste dali kontakte in potem, da vas lahko naša kolegica Miša Mihaela Kovačič, pa tudi druga naša kolegica, čeprav zgodovinarka in pa še etnologinja Stanka Glogovič, daj pokličete, ker vsi ste videli naša razstava 1900-1990, stalna razstava, živijo Ernest, živijo. Nič hudega, pravi čas. Je seveda sicer kot neka stalna razstava postavljena, ampak mi se ves čas trudimo, da še dobimo še nove informacije, da še kaj raziščemo in zelo sem vesela, ker kar nekaj od vas je tudi prišlo s fotografijami, ampak bomo seveda še, to je pač vedno, vrata so odprta, naš muzej dela v bistvu vsak dan, ne? Nismo sicer vsi isti vsak dan tukaj, ampak smo zelo veseli, tudi če pač pridete na kavo in če boste nam še kaj prinesli. Zdaj, hvala vsem, ki ste se odzvali na naše vabilo, ker smo želeli malo pač iti res po Posavju, se pravi te tovarne, ki smo jih imeli, pa jih ni več in tako v bistvu tam, kjer so pač bolj delale bolj ženske, drugje pa tudi bolj moški. Tako da naše osrednje gostje danes, pevke, so v bistvu tudi tiste, ki so večinoma delale v Labodu, ne, pa v Sopu je tako, ne. Še kakšna druga tovarna sem pozabila, mislim, da ne. Se pravi, so Labod, če se spomnite, je bila res ta ena zelo močna tekstilna družba, ki je imela te izpostave v Stanjevici, ne, v Krškem, kje še? Novo mislim, da to je preglavna, ne, ja. Pa še kje po Posavju? Ne, to, ne. Sok pa je seveda imel tudi v Krškem in v Stanjevici, ne. In v Ljubljani, ja. Tako da pač recimo, to so te, ampak kje boste bolj proti konci, da vas učite se. Bomo začeli pa v naši hiši, lahko začnemo v naši hiši. Imamo dva gosta, ne, za razlovino sicer Andrejka ima krajši čas, ampak gospod Ivan Šiler, ne. Jaz sam poslušam ga. Ja, sam poslušam, dobro. Ja, zdaj bomo skušali to na kratko te spomine, na ta 1. maj pa kakšno lepo zgodbo iz naše vinske kleti, ne, grajske. Ja. Gospod Šeler prihaja iz Pišec in je dejaven na različnih področjih, tako da mu lahko rečemo tudi, da je prijatelj našega muzeja, ne, da. Ja. Kaj ne povem o, kako je včasih bilo? Kako ste praznovali 1. maj? To bo glavno vprašanje, potem pa kakšen spomin. Tako je par minut, ker drugače bomo do jutra, ampak lahko tudi... Spomin na grad? Na Slovin. Na vino, ja. Na vino, ja, virenske vino, ja. Ja, 1. maj smo praznovali tako, ko, ne vem, vi ste mlajši, ko je Andreja mene vprašala, če bom prišel, pa sem rekel, če nucajo, če zbirajo starine, ne? Ja. 1. maj smo praznovali, seveda, bolj kot danes, bi rekel. Po vaseh smo postavljali tudi danes mlaje, ne. Mi smo, na primer, turistično društvo Pišece včeraj postavljalo, verjetno tudi ki drugje. Kaj se pa tiče firme, sem pa bil zaposlen na Vinobrehce 32 let. Začel sem tu v Gradi, smo imeli spodaj skladišče buteljk. Ta prvo bom povedal, da sem delal v skladišču, nisem v kleti delal. Ampak tudi poznam stvari, ki so se dogajale v kleti. Tam, ko je zdaj sprejemna pisarna, je bil včasih laboratorij,
pa sanitarije so bile tam naprej. Mi smo imeli tu 2 prostora, pa skladišče. Skladišče smo imeli na Kaščah. Kašče, veste, ki so tu zgore, ja. In smo, ker smo vozili po Sloveniji, razvažali po Sloveniji in Hrvaški, smo gor naložili na kamione vino, recimo v steklenicah, tu dol smo pa nalagali kartone. Eno anekdoto vam bom povedal o cisterna, ki je pripeljala vino. Je bila cisterna, avtocisterna, pa noter je prišla v grad, ker je obok. Ko pa bilo treba ven jet, pa ni šlo, ker je bila vižja, ne? In kaj je bilo treba napraviti? Gume so spustili, da je. To je taka anekdota. Ja. Vprašajte, jaz se opravičujem, ker bolj slabo slišim, vprašajte me, ker pa bom, če bom... Vsi bomo šli en krog, pa boste še kaj, ne? Ja, ni problema. Ja, vse tako. Imate kakšne fotografije iz tega dela? V Vinu Brežice kakšne fotografije? Ne, jaz nimam, ne vem, se me Andreja že vprašala, ne, nimam. Pa jaz mislim, da ima Kosova Andreja. Andreja, ti pa moš, ne? Imam eno posebno fotografijo. Eno staro, ja? Posebno fotografijo, ko so v Sloveniji dobili prvi avto in sicer takrat je bil šofer po operaciji in pa pozneje je še bil z njem vozil tudi gospod Joža Lopatič, ki je bil kasneje šef avtoparka. Jaz sem na Sloveniji bila vezana samo 2 leti, 2 meseca, pa 20 dni. Res, da sem šla na Martinovo, to je bilo 11.11.85 po službo, ko je bil grozen dan, padel je sneg, dež, neurje in potem ta čas, ampak s Slovenom oziroma z Vinom pozneje, ki je šel v Zaton, po 2010 letu nisem nikoli prekinila. In še danes mi ostaja Sloven za svojimi posestvom, jaz sem bila res potem pozneje predstavljena na posestvo. Bila sem v vseh enotah, povem, da zgodb in stvari je bilo zelo zanimivih, ampak nekje 1. maj ni bil na Slovenu tako pomemben, važno je bilo martinovanje. Martinovanje, to smo imeli obvezno mi nekje tam okoli 20. novembra na Bizelskem v Zadružnem domu. To je bilo pa višek in takrat smo se zbrali vsi iz vseh enot, teh enot je bilo pa ogromno. Ne samo vinski laboratorij, potem je bil še, samo to, da bomo dopolnim, je bil še Bakov laboratorij z brezalkoholnim pijačem. Ivan, kaj je bilo pa tam te z vašimi kartoni? Kaj ni bila včasih tle polnilnica? Polnilnica je bila včasih tlele. Kje? V Grajski, ja. Na Kaščah. Na Kaščah. Kot otrok sem tu hodila. Polnilnica vina. Tako. In tu je bila polnilnica, tako da vedno so pa imele proti naceti odprt tiste ta velike vrate. In tisto je stalno rožljalo, kako so to vozili. Drugač pa enote, samo to, da vam naslovim povem, katere enote so bile. To so bile skladišče, katerega šef je bil, mislim, pomočnik Novakove, tega Jani, pa te so bili. Potem smo imeli avtopark, to je bilo 56 šoferjev, 59 spremljevalcev. Pot, ki je bila vezana, Sloven ni bil samo Slovenija, ampak je bil tudi Hrvaška in pa del Bosne. Tudi del Bosne so se pokrivalo. Potem je bila posestvo Bizelsko in pa Pišece. Kasneje, po letu 87, se formira še posestvo Sromlje.
Pa vinska, brezalkoholna punilnica, tako da tega je bilo veliko. Skupne službe so bile pa tudi. Tako da, enote, ki so bile vezane na ta Slovin, ni bilo samo v Šentlenartu, ampak je bilo to v Brežicah, potem Pišece in pa Zrome. Približno 200 hektarjev, 220 hektarjev je bilo pa vinogradov. Recimo, če bi bil kdo recimo iz Bizeljskega, bi lahko rekla, kjer je parcele, Pišece, tega je ogromno. In tudi večina Atomsovih, najbrž je bilo to, ne? Andreja je to ljubo povedala. Je, ne? Andreja je vse prehodila, zato je vse to dala skozi. Ja. Ker vi ste šel v penzijo iz vina? Vi ste šel v penzijo kdaj? Prejšnjo stoletje 98. Aha, se pravi pred propadom. Ja. Ja. Takrat se že... Za časa vladavine koga? Kako? Kdo je takrat vladal, ko ste šli vi v penzijo? Direktor. Kdo je bil direktor? Res. Ko sem šel v penzijo. Ja, no, sem za to vprašal. Vladavina. Potem so pa tu razvlekli. Delnica sem zgupil. Drugač pa kleti smo pa imeli tu spodaj, potem gor ko so kašča, pa na Bizeljskem smo imeli 2 kleti. Rdečo klet je bila na Bizeljsko-Sremiškem okolišu, bela klet je bila pa na Virštajnskem. Mejila med njimi je pa samo pot. Tako da recimo bela klet je spadala pod Smarško-Virštajnski okoliš, to je pa spadalo pod Brežiški. Drugač pa predelava ni bila samo v Šentlenartu, je bila tudi na Orešem. 2 predelave. Dovolj. Jaz poslušam danes. Hvala lepa, ampak se vidi, da veliko veš, tako da je dobro. Super, da si. Hvala lepa. Dobro, bomo se še vrnili, bomo skušali čim več teh tovarn danes, oziroma sej Slovenj ni bil tako kot tovarna, ne bilo res veliko podjetje, ampak ker ste bili v tej naši hiši, smo res veseli, da ste tukaj, ker se tudi trudimo, da bi malo več vedeli o življenju našega gradu v različnih obdobjih. Večletni projekt imamo in mi imamo še vedno ta prostor, kjer je delal gospod Pšeničnik, mi mu pač še rečemo Pšeničnik in zdaj smo mu uradno dali tudi ime Pšeničnik, tako da vsi, ki tukaj delamo, točno vemo, kje je to Pšeničnik, čeprav smo prostor uredili in je nekih sledi v gospodu Pšeničniku ni. Gospod Pšeničnik je bil pa glavni enolog, ne? Ne, Pšeničnik je bil glavni kletar Želežiškega območja. Glavni enolog je bil pa Roman Šepetavček. Dobro, hvala lepa. Zdaj pa gremo malo iz odraslosti v otroško obdobje. Imamo tukaj 2 nekdanji delavki Jutranjke, ne da? Ja. Ne? Ja. Meri Živršičeva pa gospa Pavica Frigl. Se vidva ne poznata. Ja, ime se povedala, da je skor soseda, no, bliž mene doma, ampak verjetno je kar nekaj je. Malo še mlajša pa, jaz malo kasneje šla v šubo. Ne, mlajša je... Ja, jaz se mlajših skoraj ne spomnim, ne? Ja, ženska. Tudi Jutranjki. Kjera na Jutranjki še? Jaz se pa spomnim. Mene? Mimica. Mene poznate? Ste kasneje šli v Jutranjko, ko sem že jaz odšla. Jaz sem cajta ni, Jaz sem 70 leta že šla. Šla z Jutranjke, 70 leta sem šla z Jutranjke. Jaz sem bila ena od prvih tečajnic v Jutranjki. Jaz sem začela 66 leta kot tečajnica. Jesen, tako da sem bila druga runda, ko so jemali, ne? Imam tudi nekaj slik. Pri nas je sicer, vsaj jaz se ne spomnim 1. maja, kako se je praznovalo, verjetno vsak po svoje doma, da smo malo kolesarili pa tako. Se pa dobro spomnim, kako smo dan žena praznovali.
No ja, sej praznik je praznik, celo dan žena. Ja, dan žena smo pa praznovali tako, da smo, mi smo bili v Jutranki tam v spodnjih prostorih pod Savo skoraj, ne? Tisto, tam je bil vhod, tam so bili začetni prostori. Tam smo imeli pol mize pogrjene in tam se je naredila fešta. Imam slik nekaj od tistega. Ja, zdaj to bi pokazala lahko, ne? Lahko? Lahko. Ja, imam še nekaj slik tudi, ko sem začela, ko sem bila še skoraj začetnica, ko sem še tako mogla šivati knofe na roke. To se je bilo treba vse naučiti, ne? Čeprav smo v tistih cajtih še to znali v doma že tudi, ne? Tako da imam slike to. Večina teh žensk je žal že pokojnih, ko jih imam na slikah. Pa še to, ko smo pa praznovali dan žena, teh pa še kar je nekaj, vsaj upam, da so. Čist te začetne imam od 66. leta, pa imam to praznovanje dan žena, smo imeli 69. Nisem sigurna, ker takrat nisem zapisala. Mislim, ali 68 ali pa 69. Glavnem, so pa še nekaj gospe, ko mogoče tudi od vas pozna Jožica, kako se piše? Kaj še zdaj? Zubančičevi ulici je doma. Krošlova. Jožica Krošlova. Ona pa mlajša, ko sem bila jaz. Ja, ona bi znala verjetno dosti tega povedati, pa imam prijateljico tudi, ko je tudi penzijo dočakala v Jutranki, ona bi znala tudi kaj povedati. Jaz sem pa 70 leta zaradi ljubezni odšla. Ja. Pa mislili, da zaradi bogatije. Jaz sem pa še 70. šla v Sedoč. Kjer ga? 77. 8. Ja. Tako da jaz imam 3 leta, 7 mesecev, pa še nekaj dni delovne dobe in imam zdaj 56 evrov pokojnine iz Jutranke. Če pa ne bi teh let imela, pa ne bi pokojnine bilo, ne? Lahko mi še ti predstavljaš, pa bi dal tako, da bomo pa si pogledali, prav lahko. Aha, pa če se gre lahko prosim. Lahko gre tudi roka, da damo tam na en delček, pa bomo, ja. No, še poseben spomin? Ja, ko sem jaz začela delati, smo delali 2 smene, nas je bilo malo. Tista leta, ko sem šla, mislim, da so pa bile že 2 skupine, da je Slavko Lah imel eno skupino, mojo skupino je pa vodila Barica Škofljanec. Njen mož je pa delal v tovarni pohištva, koliko tako se poznalo še. Jaz sem pa prišla 77. ko smo vodila poklicno posilnico. Smo pa že bili 4 traki, oni iza nas so novega delali. Poleg skladišča so delali novi trak. 10 let sem delala 2 smene, jutro pa popoldne. Če trebalo podaljšati, smo podaljšali od 10 do 2 po noči. One, kjer so pa jutranja, pa od 2 jutro pa do 2 popoldne. To zdaj, marsikdo si, zdaj, če bi Denis nekomu si bi težko predstavljal, da greš sred njega delati, pa še tu na normo, ne? Zdaj, če nisi norme naredil, tudi ni bilo, ne? In toliko si se trudil, jaz sem bila pa pol do prvega stečaja in pol še do drugega stečaja. Jaz sem bila 24 let pa še nekaj mesecev. Pa sem pa zbolela, pa kar so tiskali bile stečaji, našo skupino, ki smo delali za Perlo, za Italijane, so nas prvo potegnili v Sevnico, ne? Smo bili v Sevnici in ostale so pa še nekaj se jih še pravili, druge so se pa še, bi rekli, mučile še te do konca, dokler niso pa čisto zaprli. Samo sem jaz prišla v kolektiv, pa nas je bilo v Brežicah 440. Jaz pa po 30. Samo te eno sem prinesla od Jutranke, ker sem jaz sem se glih poročila v Vonimo, za 20 let je bilo tiskrat Jutranke, ne? In te stečaji so pol pokopali unje druge vse
Predno smo mi šli v Sevnico, nas je bilo samo nekaj še čez 100, ne. Nas več kot 20 nas je vozilo bolj v Sevnico, ostali so pa še bile do drugega stečaja. S tem, da jaz, ko sem bila v te stečaje in bolj sem, ajde, dobro, grem pa v Betiko, še v Dobovo sem bila pa samo še dobre 2 leti, je pa še takšno v stečaj, ne. Ja. Tako da tam je bilo pa ne vem, kdo je bil tu kriv in kdo ni bil kriv, polna skladišča, robe, tam je bila pa krojilnica in rešivalnica, ne. Katero v Brežicah smo vse dobili iz Sevnice, tam je bilo pa eno in drugo in samo so en dan rekli, pol zdaj pa šlo stečaj, je pa kako, ne. Kamioni so pripeljali robo, no jaz se pa nalašam na Sevnico, tudi, če bi, mislim, je bilo čisto drugo, meni delati v Jutranki, ko pa bi delala, to sem ti že povedala, ne, ko pa v Betiki. Čeprav sem bila čisto domači kraj, ampak je bilo nekako, ne vem, vzdušje je bilo pa nekam čisto drugo. Jaz bi še mogoče povedala, takrat, ko sem jaz začela, ne, v tistih spodnjih prostorih, edino, kar smo imeli tam, so bili WC-ji. Ni bilo nobene kuhne, pa neč. Na malcu smo, kjer eni so si nosili seboj, ali smo si nosili, neki smo hodili pa kljuke že. To je bila naša gostilna. In to za malce so imeli jetrce, ali pa rajželc, ali pa pljučke, ali pa vampe. To so bile malce. Rajželc, ne? Rajželc je bil dober, jetrca tudi pa ledvičke, vampov pa takrat nisem marala, zdaj pa tudi še ne. Pa džubok je stal tam, tako da smo muziko vrteli, pa nogomet ročni un je bil. Tako da vozila sem se pa z Dobovo s biciklom. Ja, dopoldansko zmerno in popoldansko. Ornica, Ornica Brežice, Sevniška, pa dol, prekrasnik, nas je bilo čez 1400 ljudi. Tako da, za 1. maj smo si poznali na ples, vsaka pri svoji mašini, so rekli, da je vedno, oni so bili grmi, oni že odteralo, pa smo si vsaka dali vejcu, ne. Zdaj pa, če pa bila pol gužba, 3. maja smo pa že mogli biti tudi že dugli delati, ne. Po več 10 let sem delala smene, pol se je pa šlo na eno izmeno, ne, naj bi se delalo od 7 do 3, ampak to je res redko kdaj bilo. Ne, to sem še rekla, to zdaj, ko smo se peljali, ko je bilo prilika, zdaj boste pa delali od 7 do 3, je pa začelo biti vroče, pa poleti, pa so rekli, joj, zdaj pa vroče, kakaj bi delali od 6 pa do 2. Sem rekla, tega nikdar ne bo. En dan je bil od 6 do 2, pol je bilo pa že do 3, pa do 4, pa do 6, pa tako, ne. Zdaj pa, ko smo delali v eni smeni, so pa lahko smo bolj delali od do. In naša soseda, ne, ko smo z Stanko, ona delala nič kolikokrat v nedeljo večer je šla, ker je delala v likalnici, likalnica je pa ogromno, trebalo jo zgoditi in one so bile tiste ta zadnje, ko so knofe šivale, pa peglale, pa one pakirale, tiste so bile pa pol že v nedeljo v Jutranki. Jaz sem bila prva v Jutranki, v Brežiškem obrati, ko sem knoflege delala na mašino. Aha. To se pravi lukne za kumnice. Ja. Ja, pa ste potem te nadure dobili plačano? Je bilo to tudi zadovoljno? So rekli, da bom koristila, ampak zmerno vse modilo, ne? In koliko v stečaji, ko je šel, mi je, ne vem, 400 ur prebalo in ne vem koliko ga dopusta in vse, ko šlo bolj, bi rekli, cugrunt, ne? Smo pa bili tudi v tistim časi, ko smo pa delali za Italijane, ne, ko se je začelo Ferragosto, ne, ko oni v avgusti so šli na dopust, ono vse julija biti gotovo, ne, onda je se delalo non-stop, ne. Če Italijani so mogli imeti, ne, zdaj kratke hlače pa tudi to je moglo biti, ne. Zdaj pa smo imeli pa tako, šefice naše so rekli, kdo gre na morje, ne. Ta
se ne da zapisati, pa bo šel na morje, ne, jaz pa tisto leto nisem šla na morje, sem se pa dala zapisati. Pol mi je pa ena tam sodelavka rekla, pa greš na morje, jaz pa ne dam nikomer. Ja, kaj si se pa pol dala zapisati? Sem rekla, ja. Ali grem na morje, med nikogar ne briga, ali grem na morje, ali grem v toplice, ali bom pa doma pod orehom sedela, ne? Ja, in pol je rekla, jaz se pa nis dala zapisati, sem rekla, to pa na tvoje škodo bilo. In šefica pa rekla, gledajte, rekli so za na morje, zdaj pa kdo je pa kom se dal zapisati. Jaz sem pa tisto leto ni šla na morje, pa sem pa da dopusti, ne? Edino s tem, da sestrična moja, ki tudi tam delala, bile pa na isti mašini in ta Italijanka Marina, ona je prišla in smo me mogli delati vsaka tiste faze, ko smo delali. Ena je šla lahko na dopust, ena pa ne. Tako smo se pa porazdelili, ne? Drugi pa pač, tako je bilo. Kam pa ste šli lahko na dopust? Jutranka je imela kje? Jutranka je imela na Pagi, v Červari, in Vodnjemo in na Pohori. Ja, tudi je bila planinka, ne, ko smo šli, so nas tudi pelali. Smo pa imeli dopust je mogla dati tista, kjer smo imeli ko piknik gor, ne, da so nas avtobusi. Nisi bila? Ja, ne. Ja, kjera pa ni htela jeti, mislim, če slučajno kjera ni mogla, on tiste je pa mogla dati svoj dopust, ne, drugače so nas to pelali. Ena in dvakrat. Tam smo dobili malce, pa to. Na počitniško vodo za na morje, pa jaz nisem nikdar koristila, ker v tistim cajti si mogel si nabrati, ne, mi smo bile mlade, ko smo prišli, pa nismo nikak noter prišli med ožji izbor, ne. Sem pa prišla ožji izbor glih 91, kako bila ta naša vojna in pol na Hrvaški in pol smo pa odpovedali, ne. Ni bilo dosti kapacitet. Ja, ni bilo dosti. To je bilo 1400 ljudi, tiskrat, ki si pa ti mogli, ne. Te da, bi rekli, oni, ko so bili mogli bolj priboriti, so si zrihtali, nismo, ne. Ko smo pa prišli na prst, pa več ni bilo. Pa več ni bilo, ja. Ne, jaz smo pa od jutranke sem našla za 20 let, ne. Aha. Ja. Kaj je to? Katalog. Aj, katalog, aha, ja, super, ja. Daj jutranka šla točno v stečaj 2000 koliko? 2004 do konca. 2000 je pa v Brežicah in še nismo vedeli, pa šla ena neka na občino med Malcu, pa pride nazaj in reče, ka veste, kaj sem pa tam prebrala na občini? Pa mi smo od den v stečaju. Je kakvi stečaj, ne? Ko se pa nehalo delati. Normalno, da se vse, ne, bili kazde tudi, da nam razložite. Tako da smo stečajno uno smo mogli čakali do 3. ure. Pol so pa nam povedali, kjere so nas odbrali še za napred, če bo to dobro ali ne. Druge so pa, kjere so imeli kakšno kategorijo ali tik pred upokojitvijo. Tako da pol so nas pa samo na nekaj čez 100 nasipali. Kaj greste še kaj pogledati dol to stavbo v Brežicah? Še kaj? Dobro, meri sem bila kratek čas. Vi ste bila tudi kratek čas, ste rekla, ne? Ja, jaz sem pa 10 let sem bila. A ja, no to je nekaj. Približno, tako sem prišla polome, ne? Ja. Mi smo pa tudi svojo trgovinico, tam si lahko res vse pipo iz materijala in vse to bilo dobro, no? In z Sevnice smo dobili materijali, nofe, zadrže, nima nekaj. Tako da določene stvari smo si lahko res brdo same zašile, ne? No, jaz sem zelo rada šla v to trgovinico, ker so bili blagici lepi, pa tudi tako sem šivala za moja prva 2 otroka za unga tam, ne? Pa še za eno, ki je starejša. Dobro, pa hvala lepa. Bomo še potem, no, kakor bo kdo lahko, ker super to teče. O, Rok. Zdaj moraš kot hlače zašiti. Ja, moram, ja. Ja, vidiš. To bi vlašile. Pa gremo potem pa pač v Krško, v Labot, ne? Koliko imamo teh labodov bivših? Kar nekaj, ne? 1, 2, 3,
4. No? 4, ne? Tukaj imam prednost, ker se poznam, ena je pa tudi moja teta, ki ima danes rojstni dan, ne? Tako da za 1. maj moraš še delati ponovno. Ja. In prej sem delala. V glavnem, ko bi te rado zvedla, vprašanja postaviti. Ja, malo povej, kako je bilo v Labodu, ne? Kaj je kaj? Viš, tako kot v Jutrnju, to je bila tekstilna industrija, ne? Glavnem, jaz sem začela 68 leta, nisem imela pojma o šibanju, mašin, šla sem delati v robot, šibala sem najprej po papirju, da sem se naučila malo. Na takrat smo imeli že prevoz organiziran in jaz sem hodila takrat s križajem, tako da, ja, navadno smo se na tisto normo. Jaz sem mislila, da ne bom držala 1 leto tam, ne, ampak sem bila pa 32 let, no. Kljub tem, šla sem pa predčasno penzijo, ker je takrat Labod že začel delati da vdajati. Potem je to, pred 20 let približno. No, si že penzijo. Ja, jaz sem pa tako, kdo je imel kakšne pogoje za penzijo, jaz sem se pa lahko možu pokojila, ne. In sem šla kar prvo runde že ven, tudi nisem imela nič proti. Ker sem imela že kar dosti tega šivanja, ne? Pa tudi glede na to, da smo imeli res take enorme natempirane, smo bile vse že neki, pa tudi zdaj se nas sama pogleda, kako da ima vsaka neki hrbtenico, okvarjene in tako naprej. Čeprav sem vedela, da je dom financa še eno slabše, kot sem bila prej, ne? Ampak sem to sprijela, ko sem šla ven. Kar se pa tiče 1. maja. 1. maja, ne vem, če smo nekaj tam praznovali, pa če smo se veselili, 2 dni smo bili frajtni in posluka. Vsi smo neki. Da ste lahko doma delali. Jaz pa najprej pozornil to, da smo zjutraj hodili peš iz Mrašovega na Kržajke, šel 15 do 6 avtobus in smo se mi mogli, jaz sem se mogla ostati ob 4:30, da sem prišla na Kržaj, da sem šla lahko na avtobus, vsak dan. Ko smo delali 2 izmene, smo delali 6 do 2 in 2 do 10, pa smo pošli na 1 izmeno, ne? Smo delali 7 do 3, pa isto tako kot jutra, ki je v času do 7 pa do 2. jutra, je bila kakšna odprema, pa mi majica ni bila pa več, eno majica je bila, pa nekaj smo mogli same. Prvo same, pa smo šli domov. Pa samo na popoldne, po nedelji, po ponedeljki zjutraj? Enkrat smo sedelo, ker skup domov pelali zjutraj po 12 urah, pa nam je tam na Belem bregi guma se predržala. Pa dežo popadal, pa se ne en šlo postavila, da bi nam pomagal. Videla. Pa ampak neč. Tako je pač to. Tako smo sprejemali, ne? In smo imeli kaj druga. Recimo od začetka sem rekla, da bi šla nekam drugam delati, ampak pa tam dobiš prijateljice in vse in pa v bistvu nam je bilo to eno zdrav. Tudi lepo, da smo imeli kakšen sindikalni zgled, sindikat je bil nekaj delo. Pa tiste sindikalne odzivnice so nam zrihta, ne? Drugače 1. maja smo pa pri nas, recimo, plote delali. Piknici malo našli, glede na to, da sem imela izrojstvo novi. Nismo se tako praznovali, kot danes resno. Sicer oba, Mraševo,
Smo pa kar dost, tako tole krasovanje. Smo se pa tudi zbrali, da so kuri, ker res, ne, bolj kot zdaj recimo, smo bili bolj složeni. Zdaj, mladi grejo, pa nas so se začeli tudi COVID-a, da kaj Dobro. Še vi kaj dodajte, no? Marijana, še kakšno? Jaz sem začela 1966. Prva, ko se je odprl labort. Sem tudi po papirju začela šivati, grozno je bilo. Ja, potem pa tako po jutram, ko nisi vedel, daj bo šel domov. Sploh to, ko smo še bile punce, se ti ve lahko vstanete, ne? Sploh jaz, ko sem bila še z Krškega, meni ni vedelo, kako je teko, meni čisto tako, se ti lahko vstaneš. Pa smo bile od 6 do 6, ne? Tako da delalo se res. Norma to je, ne? Ja, za prvo malo res nismo neki praznovali. Res je pa to, ne? Ko so šle one ven, recimo dopolne 6 smo noter prišla in bo 50 stopinj. Tako da... Ker ni bilo nebene druge, pa sem preljub, tako so si šel not, pa ti pa potekli, bi šel del kopra. Meni res, jaz sem preljub. Treba, ker smo delali, da tu je partner rekel, Tornak je prišel tak, je bil bum, nekaj je moglo biti narejeno. To ni bilo pitanje, da bo šel domov, ne. Tako da res, to je bilo. Treba več, ne? Ne. Se tudi nisi se upore, ne upore. Jaz se nas upore, ne upore. Po zimi je bilo pa hladno, po zimi je bilo pa hladno. Ne je bilo dobro. Po letu je bilo grozno. Ne vem, jaz mislim, da nisem se propala. Tu je bilo tako zbroj. Zime, ni bilo nič, tu sem, da pa če ti pa prepis naredil, se pa čale nas se pa hladiš in pa se v tistim noter kuhaš. Kuhaš, dobesedno kuhaš. Glede na to, kako danes govorijo, da nimajo nič pravic delavci, ne vem, kakšne pravice smo mi imeli, jaz nič ne vem o tem. Da smo imeli kakšne pravice, ko so oni rekli, je treba delati, je treba delati. Ne glede na to, tudi če smo imeli družine, ali si imel prevoz, ali si imel prevoz, ali si imel doma, ne vem, kakšne delavce, pač si mogel delati. Če si karkoli se opiral, jaz sem imela enkrat tak slučaj, da sem mogla na disciplinsko komisijo, ker nisem, ne da nisem hotla, ampak nisem mogla enostavno, nekaj smo imeli doma delavce in to, ampak nisem ostala in sem mogla na disciplinsko komisijo. To so bile naše delovske pravice. In zdaj tako v prejšnji čas. Jaz bi nekaj povedala. Moj oče je bil pa šofer avtobusa pri izletniku in je velik labodarc vozil. In jaz so take lepe spomine na tako, tako da včasih se je zgodilo tudi, da so šli zvečer v sobotah, da mu se že tudi na kaka veselica, pa je bilo tudi lušen pol, ne? Ja, avtobus, če so bili ženske, pa so reči, kulturo fale, ne? Zato gremo, pa so šli. Ja, normalno. Ne, je prišel domov, ko je že avtobus zjutrašnja smena pobiral. Ja, se vedno so tudi veliko lepih stvari, ne, se zgodi, ampak trdo ste pa delali, ne, seveda. Če ni bilo norme, to da bi se vodil. Je bi na norma, ne ve, kaj je, ne. Smo v gimnaziji, ne? V današnjem času, če se zamislimo 16 let, da dekleta sam za speciklom 7 km po noč po makadami, brez kakve razsvetljave, še na bicikli nisi imela luči. Pa v 11 po noč tu, ne? Može pa že, Glasno. Dobro, še kakšna misel taka labodovska?
Jaz sem 3 tedne bila na praksi, ne v labodu, in tiste 3 tedne sem delala v kontroli in sem une nitke štrigla. Nekaj, to ni fos za mene, ne. Sem bila na oblikovnost modo, ne, zato. Pa sem rekla, tle pa res je malo preveč, potreba kaj drugega. Jaz sem pa hvaležna labodu, da sem se naučila šivati, da znam marsikaj narediti. Zdaj tudi sem pomagala te kostomi šivati. Veliko smo se naučili. Zdaj, niste bolni, zato ste rekli, da ste šle v labodi, da ste prvo po papiri šivali, ne? Jaz sem pa bila za spremembo, onda sem pa hodila v to poklicno, ko se rekli, ne? Da smo se naučile, v Sevnico smo hodile kot dekleta iz osnovne šole, tam smo se naučile, tam smo mogli vsaka svoj izdelek, recimo, narediti v vodnjemu polcu, nas pa te zaposlili, ne? Smo pa dobili štipendijo tiskrat, da je bila štipendija, recimo, ko imela betiti v dobu, je bila naša skoraj enkrat večja, jutranka je dala, ne? Samo s tem si pa pol bil obvezen tiste 2 leti, ko smo dobivali delati tam, ker jaz sem mislila, da bi šla dalje v šolo, pa je bila tiskrat v Zagrebi. V Zagrebi pa več pol ni bilo tolikega zanimanja, ne, da bi še srednjo šolo naredil in pol bi tako vidite, ste pa zaljubo in pol je bilo pa gotovo. Ja, pa res, da sem jaz sina in hčerko oblačila do skoraj najstniških let. Samo kakli smo z okne pa bili spodnji veš. Ko sem pa delal v Betiki, mi pa že spodnjega veša ni trebalo, tam sem pa spodnji veš delal, tako da samo trebalo biti, ne? Sem jutranka imela res lepo oblačila otroška, ne? Ja, vsak teden je en kamion peral v Beograd te izdelke. Malce kjer jih ni bilo za dobiti. Mi smo si pa tudi znali rezervirati včasih, ne? Če se recimo za ukajilo ali pa za birmo neki izdelki delam, si šel v trgovino, da si rezerviral številko tega, koliko si šel samo iskati. Pa si kdo pa koliko dobil, je mogel jedi v Ljubljani, da sem iskati. Ja, jaz se tudi spomnim, ne, da ta jutranka je bila res, so bile zelo lepe stvari, no. Če smo imeli kaj iz jutranke, smo bili tudi ponosni, ne. Tudi, če si en izdelek imel, recimo jaz za bundico enkrat za sina, kupila pa je bila že ponošena, ki je že pol doma nosil, pa sem rekla, če se lahko zadrga, ki je že štekala v vodnjemu in je bil ta fuksov jože z artič, tiskrat tudi izmenovodja, je rekel, ti samo bundico prinesi, to je se pod tisto razparalo in se drugo pršilo in on je še nosil. Že je bila čisto znucala, a za doma je bila dobra, ne? Jaz vam lahko nesem par kitnic jutra. To so bile res Moja kolegica, sem se z eno spoznala zgleda tudi po enem časopisi in ima ona 3 hčerke in ona, ta najstarejša hčerka, nekaj sem ti rekla, mi je poslala slike od fantka, pa gledam jaz puno, pa je v zadnji pisalo, Pavica, tu ste pa vi za nas šila, zdaj pa že moji otroci nosila. Pa ona stara se že 40 let. So res bile kvalitetne. Ja, zdaj, jaz malo dobitne malce, ne, ker smo delovsko, da ne, pa vidim, tako lepo klepetamo, da bo škoda čakati, pa še koga zgubiti. Dobro, zdaj pa hvala lepa, bomo še kakšno kasneje, boste se še oglasili. Zdaj gremo pa malo kovinsko industrijo, ne, ker imamo pa 2 sopovca, ne. Mama ne bo nič povedala. Mama je bila zadnja, ti si bila zadnja zaposlena. No, to pa dej. Ta sok, ta slavni krška firma, specializirano podjetje za industrijsko opremo. Razvilo se pa iz obrtnih delavnic, oziroma enot. No in potem na koncu je zgodba likvidacije firme in jaz sem bila edina, zadnja, ki sem bila zaposlena pod firmo. Jaz sem bila tudi skrbnica dokumentacije, ki sem imela celo na svojem domu.
In sestanke so prišli stečajni oziroma likvidacijski upravitelji, Ljubljančani še in tam v Ljubljani ima pač to sodišče, ki je to izvajalo. In sem jih peljala domov na moj dom, iz Krškega, in seveda največ si mislil, kam pa zdaj gremo. In to mi je tako krasno bilo takrat, in sem zadovoljna. In so rekli, ko so se stavili na našem dvorišču in gledajo mene in gledajo to okolje. In pravijo, gospod, tukaj ste vi doma. Jaz sem ja, tukaj. Vi veste, kako ste v lepšem kraju doma. Jaz sem tako, najbrž vem, ne? No, to je bilo konc te zgodbe s tem mojim sofom. Pa samo še to, ker sem imela dokumentacijo, jaz veliko delavci, ki so potem ko so se razporedili po vseh vrstah, firm, privatni in tako naprej, in sem jim pripravljala oziroma iskala podatke o plače, ker so se upokojevali in so pač določeni podatki manjkali. Ampak ravno potem smo zaključili s tem, da se pač niso več sprašvali, kaj je bilo, ker sem pač bila iz računovodstva. V glavnem, to je konec moje zgodbe v Sopo. Delala sem pa od leta 68 do 2000. Do 90 sediš delati za Sopo. Ja, začeli so. 90 Ja, se je začel. Ja, vi ste pa tudi bila Sopovka, ne da? Sami si sedeli vašo učiš. Jaz sem delal v rezervarnic malce, ne? Ja. Vi ste to glavnem delala? Ja, glavnem od 75 leta do 90 leta, pol je pa tako začel Soper padati, sem pa prav pomočali delala še v stil in pa sem pa 10 let domov, zdaj sem zadnje to film izdelal, vprašanje, se šlo penzijno. Ja. Te zgodbe kaže, kako ste bili ravno v teh najtežjih letih, ne? Ko je v bistvu bilo toliko teh stečajev pa tega, ne? V bistvu ta vaša zgodba dosti težka. Čeprav je bilo pa takrat se toliko, da ste lahko vseeno nekako penzijo dobili, ali ne? No, ni bilo enostavno, ne? Ni bilo enostavno, seveda ne. Bilo je vse toliko, ker so bile kar dosti dobre plaše, da mi, če tudi let nimam zdaj dosti, ni tako slabo, ne? Ja. A je sploh katera šla s polnimi leti v penzijo, 40? Takrat smo imeli, da je bilo 35, ker jaz vem, da sem začela, da sem imela 38. Da sem večken toliko se poznam, večken več naprej. No, jaz sem 34, da pa imam polno, ne? Tudi imaš 8, ja. Ker tudi je šlo potem čas, tako da se nismo. Še pred nami je ena generacija nove, 10 let mlajša kot 20, so šle vse v penzijo s 50 letom, ne glede. Ja. Se pravi, jaz bi letos lahko penzijo. Ne, Sem 50 moraš biti. Ja, še malo. No, ja. Je bilo pa res to težko delo, no, jaz to res vem, tako da, dobre ste. Ok, zdaj smo pri Sopo, se upravičujem, evo, Ati, zdaj imaš pa ti, ker si nam prinesel tudi nekaj pokazati. Jaz pač kličem Ati pa mama, ker brez veze zdaj, da se delam, da nista. Franc Černelič pa Antonija Černelič. Da sicer splošni tudi, ker so zelo pomembne za raziskave, ki bi bilo treba narediti. Torej, seveda je gospodarstvo gledano, vlakovanje gospodarstvo treba gledati iz pač osebnega vidika, ni vse samo tisto, kar je zapisano, ampak je treba gledati tudi iz svoje perspektive, tako na gospodarstvo, kot na dejansko zaposlitev. Travme, ki so bile v zaposlitvijo, tudi v zvezi preko prisilnim delom, če tako rečem, res jih je treba pregledati, ni bilo vse lepo. Seveda, v tem prostoru so bila podjetja, ki so se nadaljevala dela, kot je recimo Celoza, Rudnik Sunovo, Elektrarna Bresta in so tako naprej. Potem so bila podjetja, ki so nastala pod prisilo. V Rudnik Sunovo, v Krškem bil Čeblar, potem so bili Mizarji, ki so pravzaprav morali biti, ki so mogoče morali prostorje v obiramo, ampak ni pa ostal naprej v Rudnik.
kraj 50. leta, 52. leta, bilo to kar zelo težko, ker je bilo pogoj. Ali greš, ali te bomo uničiti. To je bilo čisto definitivno tako. Jaz sem se postavno zbil, torej praktično skozi zgodovino je bilo kar do 86 leta, do 82 leta, je bilo kar veliko firm, nazadnje smo bili celo industrija. Kar se tiče 1. maja, je tako, kot so že rekli, ta podeželjski del je 1. maj praznike, pa se še kaj več izkoristil za hišo, za vinograd, za trte posaditi, za prekopati in naprej, za dela, ampak 8. marc, čeprav smo bili zelo močna družba, 8. marc to pa nikaj. Ta zadeva, te zadeve, ki so zelo pomembno. Mi smo na koncu imeli 150, skoraj 160 ljudi, ampak to ni tako pomembno. Pomembno za tiste obdobje je bilo ta izrazita ločenost med vodstvom in proizvodnjo. Če se jaz vprašal računovodja našega, kakšen je pa rezultat, rekel, ti delaj, pa malo mi delajte, mi bomo pa za denar poskrbeli. To so jasno tudi banki, še rekel, drugač pa kredite, pa so zadeve šle. Ampak v bistvu delavci skoraj nikjer, pa spoznam tudi druge firme, niso bili seznanjeni z rezultati. Malo bilance na koncu, ampak to je tako, malo čez, malo zakrito, kakorkoli je bilo. Osebno so bila pa značilnost v Jugoslaviji prej prilagajanja finančnih rezultatov. Enkrat si imel prodajni del, potem si imel zaloge, potem si imel nedokončano proizvodno, samo zato, da se je prikazovalo, da je v bistvu pozitivni izid. V resnici pa ni bil več, ni bilo več pozitivnega izida, ampak je že razpadel. Ta pozitivni izid se je pa razpadel tudi zaradi tega, ker je v teh sistemih zaposlovanja bilo že skoraj tako, da je bilo 50% režije, pa 50% proizvodne, ali pa 40-30%, ampak večina, recimo, če se primerjate, kako smo delali z Nemci, veliko 4% je bilo zaposlenih v režiji, vse ostalo je bila proizvodna, prodajni del pri nas, žal ne. Naslednja stvar, ki je treba raziskati in je treba delati v bistvu, ki pa je vodila tudi propad gospodarstva, je to zdiranje, ozdiranje in sozdiranje. Kaj se je dogajalo? Dogajalo se je to, da je bil en tost znotraj visoko pozitiven, ta drug tost je pa zgubamo veliko in cela firma vladijansko bi izgubila. Se pravi, se je prikazovalo finančne rezultate res katastrofalne. Naslednja stvar, ki je priljala v propadanje, je bilo to, da posavskim kadrom se ni zaupalo. Dobri so bili Ljubljančani, dobri so bili, ne vem, Zagrebčani ali kdorkoli. S tem se pa tudi na koncu Nemci ali pa Italijani z svojim ponudbo tega dela šivanja samo tako, kar je bilo zavozno zelo enostavno, v bistvu je pa vodilo v propad. V propad je vodilo zaradi tega, ker v bistvu ni več bilo tržne linije. Firme, recimo v bistvu začetka je svojo lastno, prodaja lastno, iskanje na trgu. Potem se je to počasno izgubilo, so konkretne, ko so nas priključili visok, se je to izgubilo in ko je pa kriza nastala, oni so se umaknili, spod ni bilo pa nobene baze za to. Torej, vsekakor, tako po družini mora se vedeti, kaj in kako, da lahko pač peleš. Torej, tega vertikalnega dela se je v zleti do izgubilo. Torej, te kompletnosti podjetij v tem posavskem prostoru je bil katastrofa. Delovne pogoji, ki so omenjene ženske, v bistvu se je vse delalo na to, da je pač streha. Stene, nič izolirane, vse hale, vse kar je bilo to, je bil durisol, je bilo to enostavna konstrukcija, čist tanka, brez izolacije in seveda zaradi tega je bil ta del toplo, mrzlo. Potem, kar se tiče počitniških kapacitet, jaz mislim, da to pa je bilo, mi smo bili ne rezine kar,
v redu je bil, kar kompleksno se je dal prijeti. Kar se tiče vodstva, direktor, jasno, se mu vedno moral biti organiziran, sicer ni mogel biti direktor, ne? Potem pa seveda sednica ZK je bila neke informacije, predvsem pa je upravljala kadrovski del, kdo je lahko kje in kaj. Delavski svet je bil urbanizem, je sicer neki vedno, kako večino pa ne, včasih je zelo velika toga, ker so pač mogoče kao odločali, čeprav ni lahko malo, ni bilo tako, ne. Pogosto je tudi toga. Sindikati pa dejansko moram reči, da vpliva na politično stvaranje so imeli, medtem ko za delavce so pa res bolj ljudi, kot je pa kaj lahko, pa tudi, kar se tiče državnega življenja, podjetij, naprej, je sindikat dobro. To pa je treba reči pohvalno, to je bilo dobro in to je bilo državno ljudi skupaj. Fotografije imamo, ampak jih to najde, to ne moram poiskati. Za to leto 1985 sem se to pozval, da ste govorili o zapredanju propadanju in naprej. Dejansko propadi so nastali zaradi tega, ker so nastali roboti. Od Pluta in še tega nisem vam napoštev, ker recimo skupino ljudi, ki so v bistvu bili takrat tisti, ki so izvirali vrejte denar ven, bili posredniki, ki so gradili proizvodne, veliko znanosti, pa proizvodne načrte in jih odprijali na vzorni spršna pomenjenja, katero vrstno ljudi, nimam nobenega problema, v zvezi s tem, seveda postalo je pravzaprav vrednost, ki pa na koncu dobilo sem pristilo, jer je pač firma zaprla, pa je v tečaju. Pri vas v tekstilni industriji je seveda Kitajska naredila tržni del naredil s Kitajsko velik problem, ampak če vzamem recimo direktorja Zenovškega nekoč Dobrovnika, ki je prišel na Kitajsko, pa je rekel, z denarjem ni bil v skladu z funkcijo v ZK-ju pravilen, sicer pa moralno je več pa nepravilno, je sicer napoval na Kitajski, užival tudi lasno, podjetniki še stajalo, ampak tudi on je propadal, tudi da tudi ni nič. Torej, mislim, da je to res raziskati. In ob teh problemih raziskati dejansko individualne zgodbe, ki ste konec odprli na Nikotušnič, škole, ki pa so vendarle mogoče za razumevanje gospodarskega stanja ali pa postopka propada ne več hitrosti. Če gledam je celuloza, tam v celulozi je odtekalo denar, bom rekel, z vlakom v tujino. Ne vem, ali se bo taj vrno, ali je bilo zapravljeno kakorkoli, ampak celuloza v svojem sistemu ne bi mogla, ne bi smela propasti. Bi se morala malo zmanjšati, bi morala se posodobiti, ampak propast ne bi smela. Danes je celuloza kot celuloza sama izjemno visoko cenjena. Sam žal se je to zgodilo, se ne da vrniti, treba pa raziskati. Lepo vas prosim, poskusite, najdete različni. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, lepo si to povzel. Je še veliko dela, je pa res, da je fino, da pač odpiramo te teme in da so tudi taki ljudje, kot je gospod Ernest, Sečen, ki pa piše to zgodbo o IMV-ju. Tako da, evo, par besed še od vas, pa čakamo knjigo, tako pa bomo zaključili. Evo. Jaz sem 23 let, poznam pa zgodbo vse od januarja 1962, ko sem odprl Breca, namreč takrat se IMV, kaj zdaj to ne vzeli, to mesto, je povečal proizvodno, da se delate kombije,
kombije, motorjake, režici, gazice, naprej, to bomo mesto, ne. In so tam bo malo prostori, so potem iskali obratne delavce izven Novega mesta. In so našli, da je Bresa neko podjetje Agroservis, ki ima preveč delavce in prostor, so potem dali januarja 62 pol Agroservisa, to je Počanočaj, Krparje, Pokolarje, so šali skupaj z dvema halama IMV-jo. Tu bo rojstvo IMV-ja v Belice, kjer sem tja prišel kot vajenec leta 68. In za ta del, svoj del dela na tem prvotnim IMV-ju, lahko pravim, povem, da so te pokoji za delo po zimi. Jaz sem se, ko sem varil rezervoarje, pa on skuhe za kombije, zadaj so da cele stene so da steklensko so do okna, veliko tega razbitnika. Nikoli nihče ni teh razbitnika okne popravljal, ni bilo denarja za to. Ko se gori tukaj te šla vročina v obraz, jih so bilo mrzlo po hrbtu, bilo veliko vrtiške. Takoj iz tega prostora naprej so da vrata, skozi katerega so vozili material in so vredno podprta. In tam spet jih so prihal obraz. Pol je en Uršič iz Soboveč, če to zna, nekaj GBS je ta vrata zabil in so je šel počkati na detvinsko komisijo, ker ne smo to naredili. Potem, ko smo začeli delati, smo se najprej sezuli, pa smo se z menskim grelnikom samo pogledali, smo se vševle grel, to se lahko obulj, pa smo si rekel, opravicijamo ta grel, da smo imeli vse z nekaj časa topo. To je malo konc. V cele hali je bil, rekli smo kašniček, ena pečna drva, ko smo postili delo, smo še te peče segreti, smo se naprej delali. Tako so bila na zime. Poleti spet, 20 stopinj, ko se varil, ko smo šala, da smo mi smešniči videli. To je vročina od varjenja, vročina iz zune, do mene klime kitašnega, ko se je v kuhni, kako je zdelo. Veliko dobaniške. Pa smo se imeli lušno. Naš glavni praznik je bilo pustovanje. Za pustovanje je in v Breskvet nadeleno prikolico z nekakšno maketo gor, ali si bebejške veceji, popolavne je bila nova ambulanta v Breskvet, to smo delali in vejo, ali ansambli si odpadli, cili smo delali inštrumente, ki smo vedno INV je bil na tej povorki, ta glavni, ki so imeli celo prikolico z neko predstavitvijo problemov v občini Breskve. To je bil stari INV. No, takrat so nas to lažje tudi te grozne pogoje delati, da bo kmalo nova hala zrasla. So leta 67 so skopali, tako eno vrkodorišče pri nas, travnik, skopali nekaj lukne zasilne stebre za novo halo, in te stebre so čez 8 let zagrli, pa nikoli ni hala zrasla. Ker se je v meni mesto navezal z angliško tovarno VLNC in začel proizvajati za njih avtomobile Austin 1400, to se dosti tek spomene, se je povečevala proizvodna delo za te avtomobile, mislim, da bo Bresa naredili novo halo. In so šli tam na kurznem polju, večerstvo so šli graditi novo halo za proizvodno teh kovinskih delov za to angliško tovarno. Ko je bila hala gotova, je INV pač prekinil sodelovanje s tem Angleži, kaj pa zdaj? Hala pa stoji. In se zato spomnili, ker se je povečevala proizvodna kam prikolično mesto, Budja pa prikolično Brezce. In so pa v tej hali, tam je zdaj Intermarket, so spet asfalt razbili, so pa tam delali lakirnice in trakovi, potem tam pa začeli proizvajati prikolice Štadje Karavan, ta Volga, ta zahtevne. Nadeli smo jih od leta 72 tudi za občinske prazne lokalitev, pa do marca 93 so zaprli, ki se je več posebnehala proizvodnja in prodaja. Smo do teh 57 000, pa še nekaj malega gor. Jaz sem v tem INV-ju dal vse, od vajenca do namestnika direktorja, da sem poznal vse faze, celo življenje INV-ja, imam preko 200 fotografij, imam gor dokumentov, imam preko 300 ljudi, zaposlene seznama, naprej to vse bote v knjigi naših, ki bo, upam, gotovo je nekaj v 3 letih. Građe, jaz tukaj lahko je tudi 2 ure, če treba. Ja, se hvala lepa, se je res tako, ne? Zdaj smo pač odprli, bi to pa res... To še ena stvar, ker je povedal, dobili smo oktobrsko nagrado,
ki so bili najbolj uspešni prevajalci občine Brežice, nas nekaj se zelo preverjal. To je šel povrnik od človeka, tim, koji tudi prevajalska. In ko bila 2 dneva prevajalska, prvi dan je bilo nekaj ur samo za IMV-evce prstopa. Sem kot dejansko dobili oktobrsko nagrado. In pa naš sekretar je bil zelo zdan tudi občinski direktor, nas Ludvik Medeko. Ja, hvala lepa, jaz upam, da bo še kdo kakšno knjigo napisal, ne, evo, zdaj ste še vsi se spomnite, tako da je zdaj ta pravi čas, ne. Imamo pa tudi enega gospoda, ki je pa na kitajskem delu, tako da on je zdaj kriv, ampak ni, ne, Rajko. Ni, to bomo pa kdaj drugič, ne, kako se je delalo pa po svetu. Rajko pa delo celo na kitajskem. To je druga tema. To je druga tema, ne. Hvala drugo moč. Ampak nisi pa delal to, kar zdaj, ne, da smo slišali. Ja, ima tudi fotografije, tako da bomo še. Jaz se vam zelo zahvaljujem. Vem, da so to teme, o katerih lahko dolgo govorimo in seveda še lahko dolgo govorimo, brez težav. Mi smo tukaj. Bi pa se eno zaključili, ne, ta uradni del z pesmijo, ne, z zahvalo z našimi gostami in potem pa se lahko naprej družimo do jutranjih ur, kar pač. Če ste gledali do 4. tako da ste Preden zaključimo res, torej izjemno sem ponosna na to, da sem vse 4 moje otroke prinesla iz brežiške porodnišnice v jutranjkinih oblačilih, ki jih je ponavadi kupila moja sestra, ker glede na velikost svojega otroka, in smo potem ugotavljali do 52 ali 54, ne. Torej res, tudi mi, ki smo otroci socializma, smo rasli s temi podjetji in jih cenimo in še danes vemo, da je to bilo res krasno. Ne bom se množila na vsoke gori, ne bom je nosila na glavci vodi. Digreja, 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 digrom, digreja, digreja, triatron. Sem rajši možila naravno polje, kjer bistri studenci so bile cesti. Digreja, 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 digrom, digreja, digreja, triatron. Sem rajši možila naravno polje, da